A imate božički tudi kakšno željo za naslednje, upajmo, da lepše leto? Imamo, da ostanemo vsi zdravi. Zdaj v teh časah je na prvem mestu zdravje, a na ostale želje bo pa že prišle sami vse. Opište mi malo ta današnji podvig, no, mečkam so vam v napotju bili smetnaki, a ne? Ja, letos smo se glede na te razmere s COVID-om odločili, da ne bomo naredili žičnice tako, kot smo v prejšnjih letih. Smo se odločili tudi zaradi tistih stikov, da nismo šli več eden zraven drugega, da naredimo enostaven škripac, pa otroke ne razveselimo na ta način. Zato smo tudi še enega božička poslali, da jim je dal navadni razdalji. Pa malo je kaj drugače ali pa kaj bolj posebno to leto, zelo težje ali je lažje ali to nadaljavo? Kar se z tehničnega stališča tiče, je bistveno lažje kot žičnica. Tam zahteva več vrvi, več odgovornosti, več zbranosti. Tam, kot ste videli, lani se je nekdo pripeljal, bistveno več tehnične robe. Na današnji dan pa smo jih poenostavili na bolj enostaven način. Zdaj pa sam še nekaj razčistiti, da se naj otroci preveč spraševali. Vas je tlele več, božiček je pa samo eden. Tako da vi ste kaj, pomočniki božičkovi? Pomočniki. Tako mi malo pište, vi ste z božičkom bili na vezi, a ne? On nam je rekel, da morate priti. Ja, z Rovaniemi, jaz z Finske smo danes prišli, pa sabo sem vzel še dva pomočnika. Jelenček je pa tam v tlevu. Kako ste se letos odpravili tako daleč, ponovno na pot, da usrečite te otroke, ki so zboleli tukaj v bolnišnici? Ja, prvo moram povedati, da nam je to veliko veselje, ne glede na to, kako dolgo pot moramo opraviti. Vse skupaj seveda delamo v sodelovanju z bolnišnico Jesenice. Tako, predvsem pa z namenom, kot ste že sami omenili, da razveselimo otroke, da jim popestrimo dan, da jim mogoče malo skrajšamo to dopoldne dolgočasno in da mogoče otrokom tudi ostane potem malo lepši spomin na bolnišnico, kot bi sicer. Kakšna je ekipa, ki ste jo pripeljali s seboj? Ja, kot ste videli, so sodelovali 4 božički, ki so prinesli darila, spustili so se iz strehe na tla in potem, glede na trenutno situacijo, ker je bolnišnica gradbišče, so darila po vrvi dvignili v zgornje nadstropje, kjer je otroški oddelek in so jih medicinske sestre potem predale otrokom. No, kot se sama spomnim, lansko leto ste se pripeljali, se je božiček pripeljal z žičnico, tokrat to ni bilo mogoče. Tokrat to ni bilo mogoče, delno zaradi gradbišča, oziroma predvsem zaradi gradbišča, ker zaradi teh zaščit tukaj se iz oken ne vidi na dvorišče. Je pa v bistvu mogoče tudi zanimivo, da se vsako leto nekoliko spremeni vse skupaj, da ni tako monotono ali pa vsako leto enako. Bomo pa verjetno v prihodnjih letih tudi žičnico kdaj ponovili spet. In kakšna je vaša želja tukaj, ki ste pripeljali s sabo božičke kot predsednika za leto 2021? Ja, naša želja bi bila, da nam ne bi bilo treba sem priti, kar bi pomenilo, da nobenega otroka ni v bolnišnici. To bi bili najbolj veseli, da bi jih obiskali in obdarovali doma. Ampak verjetno, da se to ne bo zgodilo, tako da prihodnje leto se zagotovo spet vidimo, da je na kakšen način, bomo pa videli drugo leto, pa se pustimo presenetiti. In kaj je božiček prinesel otrokom, standardno igračke, kot jih imajo najraje? Ponavadi prinese kaj sladkega, pa kaj praktičnega, se pravi kakšne barvice, kakšno beležko, pobarvanko, kaj podobnega. Tako da ga potem spominja na božička? Tako, nekaj takega mora biti, da ima otrok lep spomin na božička. Ja. Koliko otrok se zdravi trenutno na vašem pediatričnem oddelku? Trenutno imamo 6 otrok. In kakšna so najpogostejša virusna obolenja, za kateri otroci prihajajo? Trenutno niso obolenja, ki bi rekla respiratorno obolenje, ampak pač pridejo drugi, kakšne so bolj poškodbe,
kakšno obremenilno testiranje, kaj tazga je, no, da bi bilo pa ni prav respiratornih infektov, pa trenutno ni. No. Omenili ste, da imate tokrat veliko otročnic tukaj na samem oddelku. Koliko jih imate? Včeraj se je rodilo 6 novorojenčkov, skupaj jih imamo pa 11 trenutno, plus zdaj dvojčka, no, tako da imamo 13 trenutno, če imamo takole novorojenčkov. Torej so vsi zdravi? Vsi so zdravi, tako da zdravi, veseli, mamice srečne, tako da. Ste se srečali tudi s kakšnimi COVID bolniki, z otroci zdaj v tem času? Ja, smo se tudi srečali, gor imamo tudi na pediatričnem oddelku, imamo tudi vzpostavljen COVID oddelek, namenjen otrokom, otročnicam, novorojenčkam in ginekološkim pacientkam in smo tudi imeli. No. Je bilo tudi nekaj otrok hospitaliziranih, pa tudi nekaj porodnic je bilo gor hospitaliziranih. Kakšni so bili simptomi pri otrocih pri tej COVID-19? V bistvu otroci so bili sprejeti zaradi drugih stvari, v bistvu ne le zaradi COVID-19, drugače pa kakor posod vročina, lahko kakšen glavobol, kašelj, kaj takega, bilo kaj posebenega pa ni bilo, no, tako da bi kaj izpostavljali. Kakšna temperatura mora nastopiti pri otroku, da se lahko pojavi sum, da gre tudi lahko za COVID? Temperatura v bistvu sploh ni toliko važna, no, tako da lahko so kakšne driske, kakšna druga obolenja, prehladi, bolečine v mišicah, v kosteh, kaj takega. Je pa dosti veliko bilo pa tudi asimptomatskih, no, ker v bistvu niso kazali nobenih simptomov, ampak ker pač vse novo sprejete otroke testiramo, so jih pač takrat izkazali, da so bili okuženi s COVID-19. Hvala za tale pogovor, srečno vsem skupaj na pediatričnem oddelku in prijetne praznike. Hvala enako, srečno.